Zelo zanimivo je bil film prejšnjo soboto, upam, da tudi vam, ne samo meni. In sicer ta predstavitev programa Svetovne zdravstvene organizacije, diabolični program WHO, za ves svet, ne samo Afriko, tam so seveda začeli, kjer so seveda pod krinko peciva za tetanus, seveda ustavili še substanco za povzročitev neplodnosti oziroma sterilnosti parov, predvsem pa deklet, žensk. To, kar je naredil, napravil doktor Karanja, ginekolog in porodničar, ki ste ga videli v tem filmu, ima tako pomenljiv pomen to njegovo sporočilo, da sem želela par besed, predno začnem s tem mojim predavanjem oziroma predstavitvijo, podeliti par stvari z vami. To sporočilo je takole, če se ga spomnite. On se obrača na cel svet, izrekel ga je, predno so ga ubili, seveda pod krinko, da je zbolel za covidom, je 21. leta umrl, in sporočilo svetu pravi: ko bodo opravili v Afriki, boste na vrsti vi. Vaši otroci naj bodo pripravljeni. Poiskali vas bodo, jih bodo, pa tudi vas. In to se že dogaja. To se že dogaja. Tako da bi rada povedala, ne pozabiti na to. Ko sem imela kratko predstavitev Telo kliče po vodi, sem o tem že govorila. Družbeni nadzor teh kabalističnih, norih, bolnih elit gre vedno skozi spolnost. Skozi področje človekovega življenja, kjer je najbolj občutljiv, najbolj ranljiv. In to delajo vsi. Vsi izmi. Noben ni izvzet. In to, kar zdaj živimo, moramo ozavestiti, da gre za nadzor na več področjih in ta neplodnost, ki se v zadnjem času poraja, se je porajala tudi prej, vendar zdaj sem videla, da je veliko večjem porastu, kot je bila pred 30 leti, in da je veliko mladih ljudi, ki dejansko ne morejo zanositi in imajo, kako naj bi rekla, nimajo pravilno smisla v življenju oziroma ne morejo živeti vrednot, ki so jih njihovi starši ali njihovi predniki, in so v velikih stiskah. In o tem vam bom jaz danes malo spregovorila. Torej, opredelitev nekaj o neplodnosti. Neplodnost včasih ni bila bolezen, zdaj pa so jo, tako kot COVID, spravili med bolezni. Torej, moramo se zavedati, zakaj se to dogaja, in kdaj govorimo o neplodnosti. O neplodnosti govorimo, ko enostavno par po letu ali dveh rednih in nezaščitenih spolnih odnosov ne zanosi. Takrat je že čas, da naredi nekaj, začne razmišljati o pregledih ali o nekih alternativnih zdravljenjih. Ocenjujejo, natančnih podatkov ni, ocenjuje pa se, da je vsak 6. par neploden. Zakaj teh podatkov ni, ne vem, ampak bi bilo zelo dobro, da bi o njih bolj natančne številke nam povedale, kaj se dogaja. Drugače pa se predvideva, da je v populaciji neplodnih 30% žensk in enak delež tudi moških.
30% v kombinaciji in 10% nepojasnjene plodnosti. Jaz veste, čisto ne verjamem tejle razporeditvi, čeprav se moška in ženska neplodnost zelo po deležu približuje. Včasih je bilo več na strani ženske, zdaj pa se že veliko let, 10, 15, 20 let približuje enakem deležu. Ampak tele nepojasnjene neplodnosti pa mislim, da je veliko več. Da zdravniki velikokrat obupajo oziroma nimajo več pravih postopkov, kako neplodnost odpraviti. Zakaj govorim o tem? Ker je v mojem 30 letih delovanja v programu, kjer sem se srečala s temi neplodnimi pari, se je pokazalo v 27%, si morate misliti, 27% parov je zanosilo tekom programa, ampak ne kot posledično potem, ko bi otroka sprejeli v posvojitev, ampak brez otroka predvidevamo, da so to posledice duhovnega zorenja, razbremenitev, psihičnih razbremenitev in seveda usmerjenosti življenja po tako imenovanem redu druge vrste, ko preusmeriš pozornost para ali človeka, ki je v stiski, na druga področja in počasi spušča tudi napetost na tistem, zaradi katerega je prišel. Tako da zaradi teh 27% nekako, ki jih imamo izkušnje pri meni, pri nas v društvu, v tem programu, bi težko rekla, da je te nepojasnjene neplodnosti samo 10%. Kaj je to neploden par? V slovarju slovenskega knjižnega jezika pravijo, da je neploden tisti, ki ni ploden, torej neploden moški ali neplodna ženska. Pri meni v programu pa se uporablja tudi kdaj beseda, poleg neploden, tudi jalov. Seveda jalov pa pomeni takega, ki ne more imeti potomcev, piše v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Ta izraz neploden par ali jalov par sem jaz, veste, v programu popolnoma namerno vpeljala. Vpeljala namerno zato, da smo z našimi izkušnjami preko medijev in preko te provokacije, ko smo uporabljali besedo jalovost, končno opozorili v letih 97, 98, 99, opozorili na resnost problema, na resnost posledic, ki jih neplodnost para terja. No, sigurno je neplodnost sodobnejši in jalovost je nekoliko arhaičen izraz in tudi krutejše zveni jalovost kot recimo sterilnost ali neplodnost. In v svetu, v katerem živimo, ko je treba vse v celofanček in rdečo mašnico gori dati in nič nobenega prizadeti, pa tudi hkrati nobenemu nič pomagati na ta način, je seveda ta jalovost zelo, zelo močno odmevala, ne samo v javnih medijih, ampak tudi v strokovnih krogih, tako da smo imeli v programu precej resen pritisk na to, kaj se gremo in kako pare, ki se vključujejo pri nas, stigmatiziramo z besedo oziroma s tem stanjem, ki ga opisujemo kot jalovost. Tako je, ampak meni se je pokazalo, da smo prebili let, da se je o neplodnosti začelo po 97, 98 letu več govoriti. Danes so taki, kako bi rekla, pohlepni podjetniki to skoristi, se grejo vse sorte na račun neplodnosti, ljudi prinašajo okrog, ampak glejte, saj smo vsi v tem svetu deležni teh prevar in moramo sami se poučiti, kaj je tisto, kar nam bo pomagalo. Vsekakor pa glejte, neplodnost zaznamuje stres. To je izredno stresno stanje,
pri katerem se ciklično menjujeta upanje na zanositev in razočaranje, ko je ni. Življenje para se praviloma osredotoči okoli misli na otroka, na neplodnost, na nosečnost in vse ostalo postane v življenju para popolnoma, če ne manj pomembno. Vključeni v program, to je bila raziskava narejena in pari, ki so se vključili v program, so bili vprašani po oceni, naj na lestvici od 1 do 100 ocenijo preplavljenost svojih misli v dnevu, v mesecu, preplavljenost misli z mislijo na otroka, na nosečnost, na nekoristnost. In kakšni so bili odgovori? Pomislite tako, če si en dan predstavljate in je glava 64% tega dneva, pa recimo, da še spimo, da takrat ne mislimo na to, preplavljena z mislijo na otroka. 61% z mislijo na nosečnost, 38% z neplodnostjo. A veste, kakšna obremenitev je za energijo? Kako tak človek sploh še živi? Kaj mu bo še ostalo energije za življenje in za reševanje svoje stiske? Zelo, zelo je težko. Značilnosti, ki spremljajo pare kot posledica neplodnosti, so nizko samovrednotenje, občutki velike žalosti, depresija, večja medsebojna občutljivost, razdražljivost, težave s partnerstvom, nezadovoljeno seksualno življenje in psihosomatski simptomi. Ti pari se zelo različno odzivajo na neplodnost, ampak nekaj sem se v programu naučila. Zelo močan dejavnik odziva nanjo so vrednote, ki jih ima par oziroma posameznik. In više na lestvici vrednot je otrok kot vrednota, bolj par prizadene izkušnja neplodnosti oziroma posledice, ki jih neplodnost prinaša. Recimo, ena gospa pravi, o spoznanju, da ne bova mogla imeti otrok po naravni poti, se marsikomu zruši svet. Njej se je zrušil totalno in tudi njegovemu možu. Spoznanje, da sva jalova, me je zelo prizadelo in kasneje v programu sem ugotovil, da si tudi predstavljati nisem mogel, da bo ta neplodnost v vseh plasteh tako globoko usidrala se vame. V celo življenje prepoji vse pore življenja in dejansko so kot v mišnici. Ne vejo več, kaj se dogaja zunaj, vidijo samo pot od doma do zdravnika, na zadnjih močeh, bratih delujejo v službi in tako naprej. No, starševstvo je za spolno identifikacijo pomembnejše pri ženski kot pri moškem. Tudi to je pri neplodnosti problem. Ker ko otroka ne more biti, ko ne morem biti starš, takrat se začne podirati videnje, moje videnje, kdo jaz sem. Vsaka ženska, vsak moški ve po naravi, čemu bi moral on služiti, s tem, ko pride v ta svet. Ženske, da rojevajo otroke, pa ne po sistemu, to, kar cerkev predvideva, da moramo pa za štedilnikov obstati, ampak to je naravna funkcija. Žensko telo je ustvarjeno za rojevanje otrok. Moško pa za to, da skupaj ustvarita to bitje. In tukaj je starševstvo kot spolna identifikacija zelo pomembno. In dejansko pravijo recimo člani, šele sedaj vidim, pravi ena, kako pomemben, kakšen problem je moja jalovost.
kako je preplavil ta problem jalovosti in zasenčil vsa področja mojega življenja, in videla sem samo ta problem: imeti svojega otroka za vsako ceno. Jaz velikokrat rečem, veste, ko rečejo za vsako ceno imeti svojega otroka. To pomeni, jaz se pohecam, zato da razumejo, se spet malo pokarikiram problem, da razumejo otroka, samo da je otrok, da bom začela mečkati otroka, lahko je brez ušesa, lahko mu ne vem kaj, samo da je otrok. To je ta grozna obsesivna potreba po otroku, ki se razvije. In posledično te neplodnosti pri ženskah pogosto srečamo tudi psihične težave, ki spremljajo to neplodnost in povzročajo, veste, tudi nevrotične težave. To ni tako enostavno. In raziskave, ki sem jih spremljala, kažejo, da posledica dlje časa trajajočih obremenilnih situacij, stresnih situacij, ki jo prinaša tudi neplodnost, vse od pričetkov zdravljenja povzroči tudi tako imenovano psihogeno funkcionalno nevrotično stanje in psihogene neplodnosti. V obeh primerih pa je pomembno dejstvo, da se zaradi nevroze posameznik odziva na okolje mnogo slabše, kot bi se lahko, in ne razvije svojih potencialov in živi seveda veliko manj kakovostno življenje. In to velja tudi za življenje večine neplodnih parov, ki skozi leta zdravljenja postajajo obsedeni s potrebo po otroku in nestrpni v njeni zadovoljitvi. Recimo, ena taka izjava njihova: dolga leta sva se zapirala pred drugimi, normalnimi pari in sebi iskala krivdo za uspeh. Kaj ta izjava pove? Zapirala sta se. Glejte, pomembno za neplodne pare je tudi tako imenovana samoizolacija. Ne izoliramo jih drugi v njihovi socialni mreži. Ona dva se povlečeta nazaj, ker se ne počutita prava, ustrezna, da bi v krogu prijateljev govorila o otrocih, o ne vem čem, o družini. In tako se potegneta nazaj. Ne? Se sčasoma seveda se pričneta izogibati prijateljev, sorodnikov, ki imajo otroke. Srečanje z otroci je za neploden par pogosto preboleče, predvsem za ženske, saj jih nenehno spominja na lastno prikrajšanost z otrokom. Nekaterim neplodnim parom se zgodi, da se čustveno pretirano navežejo na tujega otroka iz okolice in mu posvečajo vso pozornost. Na ta način poskušajo seveda zadovoljiti svoje neuresničene želje. Tudi o tem pogosto pripovedujejo pari že v prvem razgovoru. Potem so, veste, pa še take fikcije, ne? Sredi mestnega trga zagleda kup vozičkov z dojenčki. Mislim, to so v resnici nore stvari, kar jih pripovedujejo ljudje. No, v mnogih primerih se partnera doživljata kot celostno nesposobna ali celo invalidna v svoji moškosti in ženskosti. Nekatere povedo, da se kot ženske počutijo izpolnjeno le v stanju nosečnosti in pričakovanju materinstva. Naprimer, ena taka izjava: v času nosečnosti sem se počutila zelo lepo in samozavestno, končno sem imela občutek, da sem kot ostale ženske. Izkušnja iz programa, da neplodnost poseže v vse vidike intimnega življenja para, ugotavlja tudi ameriška družinska terapevtka Cooper Hilbertova. Ona me je marsičesa naučila, da sem dobila potrditev v svojih ugotovitvah, v svojih izkušnjah s temi neplodnimi pari. Ona pravi: pogosteje moten in celo prekinjen naravni ritem spolnega življenja para. Zakonci pogosto čutijo jezo na svoje telo, počutijo se osramočeni,
Nekateri so jezni in razočarani zaradi partnerjeve ali lastne nesposobnosti, da bi izpolnili željo po zanositvi. Članica piše: bila sem razočarana, jezna na svoje telo, ubijal me je občutek nemoči in skrajni obup. V otopelosti se nisem zavedla ne življenja, pa tudi ne ljudi okoli sebe. No, ta terapevtka me je poučila tudi o tem, ona je delala z neplodnimi pari, oziroma ni vedela, k njej so prihajali pari na terapijo, imela je zakonsko terapijo in dolgo časa se je spraševala, zakaj pri nekaterih parih ni učinkovita. In ugotovila je, da so to pari s težavo neplodnosti in da o njej izrecno ne govorijo, temveč molčijo. In dokler se niso dotaknili tega področja, se seveda ni bilo učinkovite terapije, ni bilo rezultatov. No, ona me je tudi na podlagi njenih člankov sem tudi nekako pripravila tako imenovane faze zakonske krize zaradi neplodnosti. In sicer v letih, ko začaran krog upanja na zanositev in obupa, ker te ni, popolnoma zapolni življenje para, sigurno, skoraj slednji par zdrsne v zakonsko krizo zaradi posledic neplodnosti. To je čas, ko življenje zakoncev kroji močna, pogosto že odvisnostna potreba po otroku. Resnično odvisnostna potreba. In to za ceno lastnega zdravja, partnerskega odnosa, mehanične spolnosti, ki jo pripelje na rob obupa in pod vprašanje postavi obstoj partnerske zveze. Izkušnje iz programa govorijo, da večina parov ki se sreča s problemom neplodnosti, gre skozi krizo zaradi neplodnosti, ki poteka v 6 fazah. No, tukaj sem povzela po Cooper-Hilbertovi. Prva faza, začetki zavedanja, da je zanositev problem. Druga faza, par, to je približno po letu pa pol 2. Druga faza, par poišče zdravniško pomoč in morda celo prične zdravljenje neplodnosti. Tretja faza, par se pogrezne v problem neplodnosti, pozornost para se omeji zgolj na problem zanositve. Vse življenje para je preplavljeno s hrepenenjem, ki se pri nekaterih sprevrže v močno hlepenje po otroku, ki naj odreši neplodnosti in mučne praznine, ki jo zakonca občutita, ker ni otroka. Četrta faza. Poveča se preokupacija z mislimi na zanositev, nosečnostjo, otrokom, pogreznejo se, ampak popolnoma se pogreznejo v problem neplodnosti. Par prične iskati alternativne možnosti zanositve, umetno oploditev, sprejem spolnih celic darovalca in podobno. Pogosto se v tej fazi zastavi za dosego zanositve tudi lastno zdravje. A veste, imela sem en par, gospa je bila medicinska sestra, zato boste lahko razumeli, ko vam povedala, da je 34 poizkusov umetne oploditve imela. Ne bom vam povedala, kako jo je to stalo zdravja, fizičnega, predvsem pa psihičnega, kako je ob tem izgubila kasneje moža in kako tudi ni bila kos pomoči ali razumevanju sina, ki sta ga iz enih težkih razmer posvojila. Torej, na račun psihičnega in telesnega zdravja predajo se popolnoma temu. In veste, težko mi je, ker se spomnim iz leta 97,
ene skupine, precej velike, veste, se skupine pri meni so 2-3 leta, ne, to ni samo par srečanj. In zgodil se je trenutek, ko je 14-15 parov jokalo, ženske so predvsem, jokale in povedali so zelo jasno, da so številke in prav nič drugega. Tako so se počutili v postopkih zdravljenja neplodnosti. No, in v tej fazi pridejo pari v program za nadomestno starševstvo, ki je dejansko tudi program za pripravo na posvojitev, vendar ne govorimo zgolj o tem, ker v tem programu se lahko pripravijo ali na življenje brez otroka, ali z otrokom, predvsem pa rešijo zagato, stisko, v kateri so se znašli zaradi soočanja in vseh posledic, ki jih neplodnost pusti. 6. faza, to je zadnja, pa je življenjska izkušnja, zapuščina neplodnosti, soočanje para z realnostjo neplodnosti in njenimi posledicami in predaja novemu življenju z otrokom ali brez, tako kot sem vam že povedala. V tej fazi vključenim parom program omogoča z različnimi metodološkimi elementi ozavestiti neplodnost. Glejte, tudi ta, ki sem vam prepovedala na začetku, poimenovanje z jalovostjo, ko so se začeli upirati, kako krut izraz in kako jih je bolelo. Takrat so uvideli, kaj dejansko je. Niso več omilili svojih težav. No, in to je samo eden od teh elementov, ne? In zelo pomembno v tej fazi je, da naredijo vse, da programu izkoristijo to, kar jim omogoča, in da se soočijo z neplodnostjo in enostavno sprejmejo neplodnost kot del svojega življenja. Torej, v tem programu psihosocialne pomoči neplodnim parom, ki je sestavni del programa priprave, smo pozorni na to, kaj ta specifični problem neplodnost prinaša in zapušča določenemu, torej posameznemu paru, kako par povezuje ali odtujuje neplodnost v medsebojnih odnosih in odnosih z drugimi in kako zakonca funkcionirata v svoji socialni mreži kot partnerja, kot sorodnika, prijatelja, delavca. Ob tem se natančno izrazi tudi kakovost partnerstva in celotnega življenja para. No, in prav slednje je pogoj za kasnejše življenje para s posvojenim ali rejniškim otrokom, zato je odločilnega pomena tudi pri odločanju kar je seveda odločilno ko se odloča tako pri nas v programu, kot pa tudi na instituciji, kjer se vodi posvojitev, o ustreznosti in primernosti para za vlogo nadomestnega starša tujemu otroku. Moram vam reči, da tisti par, ki ne zmore se soočiti s tem, ki ne more sprejeti realnosti, ne bo koristil kot starš posvojenemu otroku. Ali pa bom rekla drugače, zelo malo je tistih, po Gaussu smo ugotovili, cirka 12% tistih, ki so nekako po naravi, jim je dano po naravi, da te posledice razumejo in jih razrešijo. Vsi ostali, če sprejmejo otroka v takem stanju, naredijo veliko škodo, seveda na daljši rok, zase in za otroka. No, ampak v naš program, veste, ne pridejo samo ljudje, ki želijo posvojiti otroka. Pridejo tudi ljudje, pari, ki se znajdejo točno v tej zagati, v tej stiski zaradi neplodnosti in čutijo, da jim uhaja zakon, partnerstvo in
Tako imam eno kratko izpoved tukaj, to sta bila mlajši par z Vipavskega. Program sta se vključila na željo žene, ona je dobila informacijo o nekem reviji, ki je pisala o nas, in je telefonirala in povedala, da se z možem 3. leto zdravita za neplodnostjo, da ni nobenih zdravstvenih zadržkov, da sama čuti, da je neplodnost psihični problem in da oba to zelo obremenjuje. Pravi, to stanje ni dobro za najin odnos. Vrtiva se drug okrog drugega, potrebujeva pomoč, nisva še odločena za posvojitev. Ja, veliko parov pride, ko ne poznajo, ne vejo, kaj je to posvojitev, kaj jim prinaša, kaj bo od njih zahtevala, in svoje odgovornosti pridejo prej in seveda lahko rešijo tudi krizo zakona. No, ta par seveda je bil v krizi zakona zaradi neplodnosti, in ženino pismo razodeva, takole piše: življenje je neznosno, bolečina vse hujša, vsi odnosi so tako težki, primarni družini, v službi, z moževo mamo, tam sta živela, tudi z možem, tudi mož se mi odmika, v službi ne najdem pravega zadovoljstva, otrok ni. Včasih je tako zelo hudo, tako sam si, tako potreben pomoči, tople besede, objema, in ga ni. Saj ni vedno tako, hvala Bogu, da je tudi drugače. Še znam poiskati lepe in dobre stvari, toda žal so včasih le kratkotrajen nadomestek, v duši pa ostaja praznina, neizmerno hrepenenje. No, par je bil v programu 2 leti, do takrat, ko je to nastajalo, vestno sta izpolnjevala program, trudila sta se graditi kakovostno partnerstvo, želja po otroku je ostajala. A sedaj se jima je pridružilo, po 2 letih, pridružilo zavedanje, da otrok ne sme priti v ta boleči in občutljivi odnos, ki jima ga je zapustilo soočenje z morebitno neplodnostjo. Govorimo morebitno. S pomočjo prijateljskih, partnerskih dvojic skupine sta uspešno premagovala krizo, odkrivala lepote in pomen pohodništva, branja, pisanja in sprejemanja in dajanja izkušenj. Na tem namreč temelji naše delo v programu. No, in enkrat na leto imamo 3-dnevni planinski tabor, ni nujno, da je ravno v Visokogorju, lahko je tudi Bela krajina ali Primorje, ampak na enem od teh 3-dnevnim taboru sta preplezala steno male mojstrovke in še z nekaterimi, ki jim je bila to prva izkušnja v plezanju, zavriskalo od veselja nad življenjem. V takih trenutkih ni več pomembna neplodnost, so me znali poučiti ti moji pari. To sem slišala od marsikaterega. Počasi sta tudi ona dva bogatila svoje življenje, polnejše preživljala prosti čas in tako gradila zakon, ki je bil pred 2 letoma na pragu razpada. Danes sta zadovoljna partnerja, torej 2 leti po vključitvi govorimo, ne? In se še trudita za dobre odnose. V času vključenosti v program jima je uspelo zanositi 2-krat. In žena je o tem spregovorila, da ona čuti, da njeno telo zavestno izvrže plod. In da sama čuti, da rabi, da bo naredila še neke korake, da bo izčistila to, kar ji onemogoča zadržati otroka. No, in to verjetno sem napisala takrat, tista leta nazaj sem napisala, morda jim bo uspelo zanositi, no, uspelo jim je zanositi že, ampak ne donositi, vendar takrat, ko bosta
To verjetno še pride, torej donošenost verjetno še pride, ko bosta polno zaživela. Takrat bosta tudi kandidata za dobra rodna ali nadomestna starša. No, razplet, zdaj imata svojo nadobudno, že odraščajočo hčero in zadeve so se lepo uredile tudi po službah. Še vedno prijateljujo s tistimi pari, ki so bili povezani takrat. Tako da vidite, taki so razpleti, torej ni vedno samo stvar v posvojitvi, ampak v tem, kako je treba narediti duhovni razvoj in se vprašati, zakaj prihajajo te lekcije. Nič ni naključje, ne? To je samo del nekega načrta. No, malo je neplodnih parov, ki so pripravljeni spoprijeti se s krizo zaradi neplodnosti. Večina namreč si želi rešitev svojega problema kar z otrokom. Torej, dajte mi otroka in bo vsega konec. No, to ni tako. Tukaj sem vam pripravila 10 trditev, ki oblikujejo pričakovanja neplodnih parov do sebe, in pari so podali oceno trditve, koliko za njih velja, koliko se njih tiče, in na to na lestvici od 0 do 5. Kaj so povedali? Največji delež oziroma največji pomen so dali, kaj mislite, kateri trditvi, kateremu delu tega svojega življenja, neplodnosti. In veste v čem? V trditvi neplodnost, jalovost zaznamuje človeka in par. To je to, kar sem vam zdaj pripovedovala. In to je tisto, kar moja stroka, kar ljudje zunaj tistega prostora, ki se ne govori, ki ne pozna posledic neplodnosti, težko razumejo. Potem, poglejte, je tukaj zelo pomembna neploden par. To počutje, ki ga oni zaznajo. Neploden par je manj vreden v družbi. Potem je recimo, bojim se nadaljnjega življenja brez otrok. Posvojen otrok odpravi zagrenjenost in žalost, kar veste, da ni res, ne? Lahko za 2 uri, potem pa spet se to vrne, ne? In še ena zelo pomembna, otrok mora biti v zakonu za vsako ceno. In zdaj ne bom pripovedovala še naprej, ampak ena druga raziskava je pokazala, da to, kako jalov zaznamuje človeka in par, tega stroka še ne ve v tolikšnem pomenu, kot je pomemben za pare same in kar prinese ta zaznamovanost. Je pa stroka prva oziroma najvišji pomen daje trditvi, in to vidijo skozi ta par, da v zakonu pač mora biti otrok, in zato so ti pari tako ubogi, ker otroka v zakonu ni. In moji kolegi seveda to z veseljem rešujejo, oni so rešitelji, in faktorska analiza vseh teh trditev, pomena teh trditev, ki oblikuje pričakovanja do sebe pri posameznikih v neplodnem zakonu, je pokazala seveda, da je te pojasnjene variance so pokazale, da je 35% pojasnjene variance, ne vseh je pa 70%, to pomeni polovico pojasnjene variance, govori o tem, da je otrok za neplodni par osrednji smisel življenja. Veste, kaj je groza? In ti daš otroka, ki je itak travmatiziran, poln travm iz otroštva. Tudi če je bil 3 dni star, ima on zaznamovanost
on je bil oddan, narekovaj zavržen že v življenju. In tega daš še za eno zlorabo, zato da bo osmišljal življenje paru. A ga bodo spustili sploh z rok, a ga bodo imeli na ketenci skozi, ali kaj, lejte, malo karikiram, ampak tako, da boste razumeli, ne? In drugi del, isto 35% pojasnjene variance, pa govori prav o tej rešiteljski vlogi, torej otroku kot rešitelju, otroku kot terapevtskemu sredstvu za zmanjšanje trpljenja, ki ga par ima zaradi neplodnosti. In zdaj še en podatek. Pari, ki to osmislijo, ki se res osvobodijo teh okovov neplodnosti, teh posledic, ki jih neplodnost prinaša, so redki med posvojitelji. To so praviloma samo pari iz društva Deteljice, iz tega našega programa, in ti so svobodni. In ti so tisti, ki so v slovenskem prostoru govorili, opozorili, se izpostavili, ampak ob tem tudi popolnoma ozdraveli. Takole je pokazala faktorska. Samo 29% nismo uspeli zvedeti, oziroma je še možnost, da poiščemo, kaj so trditve. Vse ostalo je pojasnjena varianta, ki je lepo povedala, otrok kot smisel življenja neplodnega para in otrok kot edini rešitelj neplodnosti para. Grozljivo. No, in ti rezultati so seveda meni pomenili, da moram oblikovati program, ne samo kot golo izkustveno učenje za sprejem otroka v posvojitev, ampak predvsem, da ti pari uredijo, se osvobodijo, se soočijo s temi posledicami neplodnosti in se seveda skozi življenje podajo kot rodni starši, posvojiteljski starši, ali veliko je tudi takih, ko pridejo do točke in povedo, ne rabimo več otroka. Nama je lepo, mi dva zdaj veva, zakaj so na svetu, kaj je najino poslanstvo, sva preokvirila vrednote svojega življenja. Če bova lahko, kdaj, nekemu otroku, ki naj bo potreboval, postala starša, bova z veseljem. Sicer pa nama je tudi brez otroka lepo. Vidite, to je bistvo. In da bom še nekaj povedala. Ko ste prejšnjo soboto poslušali iz kliničnega centra, kako so bili vzhičeni zdravniki nad svojimi dosežki, kako so vsi neke babice, neke tetice tem otrokom iz epruvete. To se dogaja tudi na našem socialnem področju. Da vam povedala en podatek. Mislim, da je bilo 98. leta je bila ena raziskava med strokovnimi delavci centrov, ki delajo na posvojitvah, in vprašanje je bilo, kaj je za vas kot strokovne delavko v postopku posvojitev, ki ga vodite. Najlepši trenutek, najbolj dober trenutek za vas. In 66% jih je, poslušajte, odgovorilo, trenutek, ko imam otroka v porodnišnici in zavrtim telefon in par obvestim, da imam otroka za njih. Lejte, ne bom jim vzemala tega veselja, ampak povedala vam bom, kaj je zame veselje, ampak takrat sem res vesela. Poglejte, ko se zgodi lahko ena taka situacija, ko vam bom zdaj povedala. Približno 12 parov
kolegica iz centra ima ponudbo in me prosi: glej, rodila bo gospa, dala bo otroka v posvojitev, jaz bi želela, da mi pošlješ nekaj parov, da se malo že pred tem pripravim, da ne bo otrok predolgo časa v bolnišnici ali pa še po kakšnih kriznih centrih, dojenček. No, in jaz lepo to ponudbico povem na skupini. To je novorojenček bo, predvidevamo, da bo vse v redu, zdravo, vse je tako, kot je treba. In ajde, kdo bi bil od vas zainteresiran? To je testiranje. Malo je že vem, kdo bi bil, ampak test mora biti vedno, ne? In gremo od enega do drugega in praviloma te mladi, tisti, ki so s krajšim stažem, recimo par mesecev, ja, veste, midva so šele v začetku, ja, razumem, naslednji, midva bi še, rabiva še, veste pa, ja, če bi nam dali, predno sva bila vključena v vaš program, midva bi z obema rokama zagrabila in letela domov in Bog ne dej, da se kdo prikaže na vratih. Zdaj pa vidva, da nama kar še manjka, pa kar lepo nama je. Brez otroka. Postalo. Zdaj skozi program. In tako pridem do enega para, ki je že 4 leta v programu. Neplodnost je bila pri gospodu, zelo neposrečena situacija, 16 let star, je dobil v obraz takoj resnico, nikoli ne bo otrok. In to ga je spremljalo celo puberteto, celo odraslost, tudi potem je zaznamovalo zakon oziroma ta odnos z ženo. In on je bil neverjeten. Kar sem jaz samo izustila o knjigi, o ne vem čem kaj pogledati, on je že v naslednjih 2 urah že iskal, že dobil in že študiral. Neverjetne stvari je naredil na sebi in tako prijem do njiju. In pravim, kaj pa vidva? In malo se muzata in na koncu se on uljunači in pravi: gospa Bevčeva, nama je šele zdaj tako lepo v zakonu, v najni skupnosti, kot nama ni bilo še nikoli. Midva šele zdaj dejansko uživava partnersko življenje. In ne bi še posvojila otroka. Vidite, to je trenutek, ko da meni največ zadoščenja. Da delam nekaj, kar delam za, hvala lepa, ki ga bom mogoče dobila od svetega Petra. Malo evo za smeh. Tako, torej, absolutno vsak program, ki se ukvarja s pripravo na posvojitev ali s pomočjo, samo s pomočjo tem neplodnim parom, mora vsebovati, mora omogočiti spremembo vrednot para in življenjskega smisla, odpravo zaznamovanosti in manj vrednosti neplodnega para v družbi in sprejetje lastne identitete brez otroka. Mi moramo vedeti, kdo smo prej, predno nam bo identiteto oblikoval otrok. In da otrok ne bo več osrednji smisel življenja, moramo ustrezno omogočiti razbremenitev posledic neplodnosti, bolečine, strahu, žalosti, zagrenjenosti, dolgočasja, doseči uvid, da otrok ni rešitelj posledic neplodnosti para. Namreč, kar se na ta način dogaja, je, lejte, in to je kar med nami, naše službe pač tako delujejo, to je mehanska paradigma, ki se že desetletja vleče. Torej, otrok tretiran kot mehanski nadomestek za manjkajoči del v družini, v življenju neplodnega para. In kaj se postavi pod vprašaj tukaj? Tukaj se postavi pod vprašaj namen posvojitve in korist otroka, ki je seveda edini namen posvojitve. Imamo še kaj časa? Še
še. v drugem delu, zdaj Dobro. smo že ob uri. Dobro, fino. Predlagam 10 minut pauze. Lepo. Ja. Potem se malo odpočijemo, dobite potem malo vmes še Mihaela in potem sem spet z vami. Fino, srečno.